Pred 25 leti sem se ukvarjal z računalniki in računalniki so bili v tistem času polni težav, ljudem so res povzročali veliko težav pri uporabi. Zato sem iskal nek nov izdelek, nekaj novega, kjer bi lahko sam nekaj ustvaril in kjer bi ljudem z nakupom tega izdelka tudi polepšal življenje, dal nekaj dobrega in vodne postelje so se mi pokazale kot idealen izdelek. Ja, zanimivo vprašanje. Vodne postelje so na svetovnem trgu že 50 let in tudi na slovenskem trgu so prisotne že nekaj desetletij. Nekateri so jim sicer napovedovali, da je to modni hit. Na njihovo žalost in naše veselje pa je dolgoletna praksa pokazala, da tisoči in tisoči zadovoljnih uporabnikov poskrbijo za to, da to ni modni hit, ampak da bodo vodne postelje še dolgo ostale zelo aktualne, saj njihovim uporabnikom vsak dan pričarajo čudovita jutra. Ja, res je. V 70 letih prejšnjega stoletja, kjer je bila v svetu, eni rečejo hipijevska revolucija, se veste, časi seks, drugs in rock and roll. In takrat so se pojavile vodne postelje, zato so na začetku res dobile malo statusa seks simbola. Vendar v 50 letih njihove prisotnosti na svetovnih tržiščih se je pravzaprav pokazalo, da je njihov primarni namen predvsem zdravo in udobno spanje. In milijoni uporabnikov po svetu dokazujejo, da je temu res tako, zato menim, da danes niso seks simbol, ampak so simbol zdravega in udobnega spanja. Seveda je bila. Takrat, ko so vodne postelje prišle na trg, to je bilo leta 1968, so proizvajalci klasičnih ležišč zagovarjali, da mora biti ležišče trdo in še enkrat trdo. Res je, takrat je bilo to tudi pravilna teorija, se pravi, ležišče, ki je trdo, je boljše od ležišča, ki je mehko. Vodne postelje pa so v branžo ležišč prinesle neko svežino, namreč vodna postelja se idealno prilagodi telesu in po dolgih desetletjih obstoja vodnih postelj se tudi začeli proizvajalci klasičnih ležišč prilagajati temu idealu, da bi se ležišče prilagodilo telesu. In danes na vseh svetovnih sejmih, ki jih obiskujem, nihče od proizvajalcev ležišč ne govori več o tem, da bi moglo biti ležišče trdo, temveč prilagodljivo. Tako da vodne postelje so prinesle nov način razmišljanja tudi v branžo ležišč, in sicer ležišče se mora prilagajati telesu in ne telo ležišču. Zato so imele pomemben vidik na celotno industrijo ležišč. Na slovenskem trgu so se pravzaprav izzivi pokazali enaki kot na vseh svetovnih trgih. Vodna postelja, kjerkoli se pojavi na vsakem trgu, na začetku imajo ljudje veliko stereotipov. Od običajnih zgodb, da to valovi, da bo povzročilo morsko bolezen, poplave, da bo partner iz postelje padel, ko se bo drugi partner ulegel. Skratka, vsi te stereotipi se na vsakem trgu pojavijo, tudi na slovenskem so se. Res pa je, da danes se skoraj o tem ne pogovarjamo več. Sedaj, ko več kot 1% Slovencev že spi vsak dan na vodnih posteljah, so spanjem zadovoljni, se zjutraj zbudijo brez morske bolezni, čudovito naspani. Tako da danes teh stereotipov ni več, se ne pogovarjamo več o njih. Na začetku je bilo pa to normalno in pričakovano. Ja, to je zanimivo vprašanje. Pri odgovoru moram malo ugibati, ampak sklepam, da vse ta podjetja, ki so se začela v Sloveniji ukvarjati z vodnimi posteljami, v desetletjih našega obstoja jih je bilo čez 30, so kmalu ugotovila, da posel z vodnimi posteljami žal ni zelo dobičkonosen posel. To je zelo delovno intenziven posel, kjer potrebuješ veliko sodelavcev, ne samo za prodajo, temveč tudi za dostavo, montažo, servis, in finančni dobički v tem poslu so žal zelo majhni. Predvidevam, da zato je večina naših konkurentov odnehala, na našo žalost. Mi bi si želeli več takšnih konkurentov, kot smo jih imeli.
Je pa nekaj drugega v tem poslu. Namreč finančni dobički res niso veliki, so pa moralni dobički ali če rečem osebno zadovoljstvo izjemni. Ni lepšega, ko zjutraj na kavi srečaš svojo stranko in ti pove: odkar spim na vaši posteli, čudovito spim, nehal me je boleti križ, zbujam se v čudovita jutra in tako naprej. In to meni je res v veliko zadovoljstvo in zaradi tega grem vsak dan z veseljem v službo. Z bratom Tinetom sva se po dolgih letih pogajanj z tujimi dobavitelji soglasno odločila, da moramo iti v lastno proizvodnjo. Zato, ker tuje korporacije pogosto predvsem zanima finančni učinek in niso pripravljeni na izboljšave in določene inovacije, ki smo jih mi želeli, ker so smatrali, da je to predrago in bo slabo vplivalo na njihovo bilanco. Leta 2004 smo se odločili, da želimo vodne postelje proizvajati sami. To smo uspešno izpeljali in danes kontroliramo cel postopek od načrtovanja, proizvodnje, dostave, montaže. Sami, se pravi celotna življenjska pot izdelka je pod našo kontrolo in tako smo uspeli v teh letih izdelek zelo izboljšati in tudi uvesti čudovite inovacije. Danes imamo en kup funkcij, ki jih pravzaprav nimajo naši konkurenti, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po svetu. Tako smo izjemno zadovoljni, da smo šli v lastno proizvodnjo, da sami ustvarjamo izdelke in da seveda tudi sami odgovarjamo za njih.